Danes obeležujemo 33. obletnico ustanovitve pomorske enote Slovenske vojske. Vsaka obletnica je pomembna, saj enota skozi vsa ta leta se je razvijala in rasla v kadrovskem potencialu, strokovnem znanju, delovanju, tehniki in infrastrukturi. Zato se lahko vsako leto ob dnevu enote pohvalimo z rezultati našega opravljenega dela. Iz majhne enote, ki je pričela z usposabljanjem prvih nabornikov potapljačev, smo zgradili enoto, ki je sposobna sodelovati samostojno ali zavezniki v nalogah pod vodo in na površju. Izvajamo usposabljanja in naloge, ki podpirajo nacionalne in zavezniške interese zagotavljanja pomorske varnosti, ter sodelujemo v sistemu zaščite in reševanja na morju ali celinskih vodah doma in v tujini. Smo hrbtenica delovanja Slovenske vojske na morju. Danes je spet tak dan, ko se oziramo nazaj in vidimo dosežene rezultate oziroma neposredno stojimo na njih. Enota je v zadnjem letu izvedla niz vaj. Posadka hitre patruljne ladje je uspešno sodelovala na mednarodni vaji Adrion v Črni gori. Oddelek za podvodne raziskave odreda za specialno podvodno delovanje je sodeloval na NATO-vi vaji Repmus, na kateri so bili uporabljeni podvodni, površinski in zračni brezpilotni sistemi 30 mornaric. Potapljači so sodelovali na mednarodni vaji Dive Event v Albaniji, posadke ladij na mednarodni vaji prestreznih operacij in pregleda plovil na Hrvaškem. Organizirali in izvedli smo vajo delovanja protiminskih potapljačev v zelo plitvih vodah, na kateri je sodelovala enota nemške mornarice. Vsega tega ne bi uspeli brez enotnosti napora vsakega posameznika enote. Dolgoletni načrti in prizadevanja vseh mojih predhodnikov ter prejšnjih in sedanjih pripadnikov enote se odražajo tudi v zaključenih projektih. Imamo nov privez vojaških ladij in modernizirano ladjo Triglav. Modernizacija večnamenske ladje je trajala 5 let. Po začetnih vzdrževalnih delih, oviranih s pandemijo COVID, je sledilo investicijsko vzdrževanje. To je bil zahteven projekt, v katerega so bili vpeti mornariški pripadniki na vseh nivojih Slovenske vojske in posamezniki na direktoratu za logistiko. Projekt je potekal na podlagi 3 različnih pogodb in je bil zaključen predčasno. Angažiranost posameznikov v štabu enote in posadke ladje ter sodelovanje vseh sodelujočih pogodbenikov je bila bistvena za uspešno realizacijo projekta, saj so procesi zahtevali veliko usklajevanja in prilagajanja. Vzporedno je potekal še projekt izgradnje novega vojaškega priveza. Ponovno gre zahvala predstavnikom DLO-ja in pripadnikom enote, ki so usklajevali procese z izvajalcem, ki je v roku zaključil projekt. S tem je bil vzpostavljen pogoj, da lahko večnamenska ladja Triglav varno pluje na svoj novi stalni vez. Naš razvoj pa je povezan tudi z okoljem, v katerem živimo. Dvonamenskost delovanja enote se v zadnjih letih odraža skozi sodelovanje z ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Pripadniki odreda za specialno podvodno delovanje in pripadniki oddelka za pomorsko medicino vojaške zdravstvene enote z uporabo vojaške hiperbarične komore aktivno sodelujejo pri izvajanju zdravljenja bolnikov in zagotavljajo zmogljivost za podporo vojaškega potapljanja. Vsi ti uspehi so motivacija in vodilo, da bomo v prihodnje še uspešnejši in učinkovitejši. Želim si, da bi že moj naslednik lahko imel to čast, da bo prerezal trak nujno potrebnih dodatnih objektov, ki bodo omogočali boljše pogoje za usposabljanje pripadnikov, zagotavljali prostore za vzdrževanje in hranjenje mornariških sredstev in omogočali tudi nastanitev. Za konec je prav, da se spomnimo naših pripadnikov, ki danes niso postrojeni z nami. V tem trenutku opravljajo naloge na misijah v Italiji, Veliki Britaniji, Grčiji in na Kosovu. Se izobražujejo doma in tujini, v Združenih državah Amerike in na Portugalskem. Spoštovani, hvala vsem, le skupaj gradimo zaupanje, enotnost in tudi varnost na morju. Vsem pripadnicam in pripadnikom vojaškega pomorstva in današnjim prejemnikom priznanj iskreno čestitam ob našem prazniku. Mirno morje. Hvala.
zeleni krož, ki cveti in mi daje moč. Spoštovane in spoštovani, prijazen dober dan, dobrodošli na pomolu, dobrodošli v Ankaranu. Zadovoljen in pa ponosen sem, da praznujemo skupaj enotno slovensko. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša. Tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej. Igo Gruden, naš rojak iz Nabrežine, v viharnih časih prejšnjega stoletja, ko nam Slovenkam in Slovencem ni bilo lahko, ampak smo ponovno stali in obstali. Danes praznujemo dan, praznik 430. diviziona. Hvala lepa, pripadnice in pripadniki, za poslanstvo, ki ga opravljate. Hvala lepa, poveljnik sil, hvala lepa, državni sekretar, hvala lepa, predstavnica kabineta predsednice, sodelavke, sodelavci, dragi poveljnik, kapitan bojne ladje in vsi iz javnosti, ki ste bili že pozdravljeni. Pozdrav tudi predstavniku parlamenta občine Izola, Robertu Janevu, in pa Bredi Krašna iz občine Ankaran, kjer se ta trenutek nahajamo in super sodelujemo. V obdobju 22 do 26 smo na področju obrambe, varnosti in odpornosti storili največ v 35-letni zgodovini te države. Veliko večino od tega zato, ker smo se za to končno odločili sami, na drugi strani pa tudi zaradi pritiskov, ki jih ustvarjajo spremenjene geostrateške in pa mednarodne razmere. Slovenija je bila, je in mora ostati pomorska država. In pomorsko državo se gradi ne z besedami, z dejanji, z investicijami, s kadrovskim krepitvam, z več sredstev. Prejle nam je poveljnik predstavil, kako se je v 33 letih od tistega januarja leta 93 gradila ta enota, pomorska zmogljivost te države. Ampak svet se ni začel, niti se ne bo končal z nami. Maja leta 1945 je po slovenskem morju plul prapor s slovensko zastavo in sporočal, da je to ozemlje zdaj prosto osvobojeno. Ne gre pa pozabiti, tudi jeseni leta 1991 v oktobru je iz teh krajev odplul zadnji trajekt s pripadnicami in pripadniki tuje vojske. Mejnikov v zgodovini vaše enote je bilo veliko. Tamle pred nami je tistale ladja, ni velika, ni bogata, ima pa izjemno posadko in veliko srca. On je iz leta 96, smo rekli. Za njim je leta 2010 prišla ladja Triglav in zdaj dva velika mejnika. Ladja Triglav je bila 5 let odsotna v tujini, vzdrževanje popravila in zdaj ima obnovljeno močno srce in tudi zunanjost, ki bo naše potrebe zadovoljevala do leta 2040. Investicija vanjo je bila skupaj vredna 17 milijonov evrov, pot pa dolga. Začela se je tu, šla preko Trsta v Turčijo, končala v Šibeniku, kjer so se opravila zaključna dela in tam je bilo prisotno tudi slovensko znanje.
danes je tu z nami. In kje je drugi mejnik? Tole, na čemer stojite, ni pomol. Tole je ponton, ki ga je zgradilo slovensko podjetje Riko, sodoben, nov in omogoča, da smo prvič gospodarji, tudi mornarji na svojem pomolu, svoji zemlji. Hvala lepa Riku, dela so opravili kvalitetno v dogovorjenih rokih. Tisto, kar pa ta ponton povezuje s kopnim, pa je most. Mogoče se vam ni zdel nič kaj posebenega, meni je pa lep in zanimiv, ker sem bil tu lani in sem videl, kako težkih pogojih so delali inženirci Slovenske vojske, ki jim z tega mesta izrekam pohvalo in zahvalo, in vesel sem bil telefona 2 dni nazaj iz Goriških Brd. Poklicala me je direktorica občinske uprave in povedala, da gre inženircem Slovenske vojske uspešno od rok gradnja mostu in da niso zaključili popoldne, pa bi lahko, ampak so kljub slabem vremenu vztrajali do noči, da so opravili svoje. Večkrat si moramo zapomniti, ponoviti in povedati, da pod uniformo bije srce za domovino. Kadar smo nekaj uspešno naredili, če ne gledamo naprej, nas čas prehiteva. Ankaran je star 30 let, v srednjeročnem obdobju 5 let ga je potrebno zamenjati s sodobno ladjo. Triglav do leta 2040, postopki nabav, zagotovitev sredstev, naročil so večletni, in če hočemo biti pomorska, ne samo obmorska država, moramo to ladjo začeti postopkovno zamenjevati z sodobno korveto, ki bo omogočala, da smo suveren gospodar na slovenskem morju, da lahko sodelujemo v sistemu zaščite reševanja, da preprečujemo tudi ekološke nesreče, predvsem pa, da sporočamo, da smo Slovenci, Slovensko vojsko tu bili, bomo in pa obstanemo. Še enkrat hvala lepa vsem za sodelovanje. Človek takole, ko govori od 10 misli, mogoče 1-2 pozabi. Zahvala vsem našim, danes jih ni z nami, imajo veliko dela, tudi direktoratu za logistiko, da se takale investicije in pa postopki izvedejo, je potrebno veliko dela, predvsem pa veliko sredstev. Sporočilo za konec ob prazniku: ni zgodba skupnosti, ni zgodba naroda, niti družbe in države, če vsak dan išče, v čem se razlikujemo. Naša zgodba, zgodba o uspehu, uporu in odporu, bo v naši enotnosti. Hvala lepa vsem tistim, ki to razumete in to spoštujete. Čestitke, poveljnik, za tvoje delo, tvoji ekipi pa želim uspešno krepitev vnaprej. Zahvala in čestitka vsem prejemnikom priznanj. Ker smo pa začeli s pesnikom, pisateljem, pa še končajmo. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ker smo zato se zbratli, ker v srcu dobro mislimo. Dokaj dni naj živi, kar vas dobrih je ljudi. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, za koga? Za Slovenijo! Hvala, ponosen sem.